Mi da so prišla v Luganville mesto, to je drugo največje mesto na Vanuatu. Dejansko to je ta ulica, ker je nekaj trgovin na vsako stran, tukaj. Zdaj jo malo pogledati, se ne bo veliko nakupovala. Upava, da bova jutri nekaj goriva šla iskat. Črpalka je tamle s kantami. Drugač mora pa zelenjavo, pa kruh, no, rabva, vse drugega niti ne. Zdaj pa malo po fercati, kaj imajo. Po dežju je posijalo sonce, čeprav danes ni napovedano. Lahko rečem, da tako žge v vrat, da mora hitro nekam v senca. Žge, a? Nekaj je veliko v tem mestu. Imajo en kup trgovinc teh kitajskih, ki prodajajo noter od zobne paste do žoge pa kruha. Tako da vse v enem. So pa več ali manj vse iste. Da greva malo se še tle razgledati. Mislim, da kakšnega šopinga ne bova delala. Vse tudi ne raba veliko, no, ampak tako da se malo razgledava. Danes je četrtek. Zdaj smo se tle še z dvema Nizozemcema dogovorila, da gremo skupaj naprej. V soboto naj bi štartali, se pravi, jutri bova šla še malo po gorivo, odjavila se bova, potem pa v soboto zjutraj štartamo za Salomonove otoke, pa še to bomo šli malo drugam, ko smo mislili, tako da bo ene 4 dni jadranja, pa naprej bomo pa videli. Zdaj so prišla pa do Luganville tržnice. Moja sem se malo razgledala, bomo jutri kaj kupila. Zdaj 50, ni drago, ne? Glavno zelenjava, kot smo že ugotovili, v Portville je še nekajkrat cenejši kot na Fidžiju. Tam je pa banana. Jutri greva sem še po nafto, odjavimo se. Da sva včeraj zvečer štartala proti Salomonovim otokom. Tukaj še vedno je Espiritu Santo otok, tukaj ga je konec. Je kar dolg, približno 70 mil, zato ga še celo noč nisva objadrala. So šla pa tudi večinoma skoraj skozi na motor, šele zdaj je začelo malo pihati. Tudi zdaj pa jadrava. Imam drugo krajšavo narejeno, za kar sem mislil, da bo pihalo. Zdaj bom pa tudi pustil kar tako, da mi manj opleta vse skupaj. Bom videl, zdaj se malo krepi veter, tako da mogoče malo smer spremenila, odprem do konca glavno jadro, Genova na drugo stran, pa za par stopinj v desno, tako da bo bolj v pol krmo veter prihajal, pa bo boljš. Bomo videla, zdaj malo zajtrk, kavo, jajca, potem pa naprej. Vrnil sem tukaj že za sabo, če bo kakšno ribo še ujela, to je to. Škoda, ker nimava več špinakarja. Zdaj bi prav prišel. Bi sigurno šla na 2 vozla hitrej, ko greva zdaj na metuljčka. Še vedno jadrava proti Salomonovim otokom, ker so se toliko guncala levo, desno, enostavno ne moreš z glavnim jadrom jadrati, tako da tudi če imaš privezanega, tako da sem ga sred noči spustil dol, ker sem bil že preveč utrujen skozi tega stajanja, popravljanja. Tako da zdaj jadrava, čeprav greva počasneje samo na Genovo. Enostavno z glavnim jadrom je premalo vetra, preveliki valovi, pa napačna smer, tako da je boljši tako samo na Genovo, tisti vozor je počasnejši, ampak to je to, malo pa saj smer dobro. Vsako uro je bolj vroče, pa tudi voda je čedalje bolj vroča, 29 enama že, tako da
se pozna, da grejo spet proti ekvatorju, tako da se vse segreva. Zdaj mislim, da se bo začela pa vročina, pa brez vetra je počas. Še en dan jadranja je za nama, še ena noč, no. Zdaj se pa že vidi, prihaja nevihta, tako da je že čutim, že pada. Zdaj grem pa hitro pod streho. Se hotel še malo posnet, pa mi ni uspelo, evo, si že ulilo. Nevihte so odšle, jaz pa preverim, če je kaj na vabah, ampak že od tukaj vidim, da ni. Danes po noči bova dosegla kopno, otok, ampak bo kar nadaljevala naprej, kar do prijave malo, potem še kakšen dan pa pol, 2 jadranja, približno 200 mil. Že so prispela do Salamonovih otokih, drugače tukaj so. To je en velik otok San Cristobal, pred nama je eden, desno od naju so 3 sestre otočje, več pa za nama pada. Moramo nadaljevati, še dober dan malo do mesta, kjer se bova prijavila. Zdaj naj bodo hitela z nevihta, da morajo iti počas notek. Takole zgleda trenutno po jutranji kavici. Posoda malo še za pomit. Zaprli so zdaj glavno jadro, ker že fajn piha. Težava je v tem, da ker so veliki valovi, se preveč guncava in se bojim, da bo preletelo. Enkrat je že, takrat je možnost, da se kaj odlom strga. Zato so raj zaprli in greva zdaj na Genovo. Ker si pa veter tudi ukrepil, so zdaj šla samo po GPS-u z Genovo. 11.8 vozila po GPS-u, tako da kar lepo šibava. Tako da greva raj malo bolj počas, z malo manj jadri, pa sigurno. Pa itak bova prehitro, drugače tam namreč mava še 130 mil nekje. Nazadnje, zdaj sva jih naredila 150, tako da bo drugače po temi prišla, tako da itak se nama ne bodi preveč. Tole je obala, otok ful velik, že celo noč plujemo ob njemu. Zdaj moram pa narediti najprej prijavo, potem pa naprej. Natalija tam zadaj cunje pere. Zdaj bo po moje še glavno jadro odprla, ker po noč je kar pihalo. So spet lepo imela lepo hitrost. Malo se je veter spreminjal, tako da sva raj zaprla glavno jadro, zdaj bomo pa odprla, ker ni več valov takih, malo manj vetra, pa bo hitro. Sej pa že tako plujemo 5 do 6 vozlov, kar tudi ni slabo. In mi leti skoraj 10 vozlov po GPS-u. Zdaj sem trenutno, ker glih nevihta. Več me ne bo škodilo, če malo Alp odnese spodna. Drugače pa evo ti takole pride nevihta na hitro, 5 minut gre mimo. Tudi da je malo zmočilo, pa še to ne sem se hotel malo stoširati, pa mi ni ratalo. Malo sem vlažen.
Jadra imava zadnje čase lepo, sladke, očiščene, ker skozi pere dež, tudi super. Zdaj imava pa približno še 2 ure pa pol do cilja. Verjetno se bom šla kar jutri prijaviti, ker danes bo že malo pozno, pa jutri zjutraj se. Danes niti ne raba iti na kopno. So itak malo utrujena, 5 noči. Današnjo noč nismo skoraj nič spala, ker so plula okoli ribiških ladij, ena tovorna ladja, otočki, tako da ne moreš glih spati. Tako bo danes se naspala, jutri pa prijava. Moram reči, da kar uživam danes v temle jadranju. Pozna se, ko sva za otokom in ni valov, res. Zunaj so 2-3 metrski valovi in to z glavnim jadrem. To je cela štala skozi neki štelat, paziti, da ne preleti, stokrat prevezati. To je pa milina, to je pa že kot po Jadranu. Pomeni, da smo še cunje posušila, posteljino, brisače, majice, posprava. Zdaj imava še zadnjo milje do sidrišča, tam nekje. Ni glih enostavno, sva zdaj ful gledala, pa brala, kje so drugi sidrali, ful globina ali pa korale. Zdaj šibava še čez 7 vozlo, super. Tole so pa že ladje počas na sidri. Danes pa res uživamo v jadranju. Tako da že nisva jadrala, da ni vala, ne spomnim več. Res je super. Pa še hitro. Tako da bi lahko zdaj nadaljeval, ker še kakšen teden, 2, tako da bi malo bližje prišla v Indoneziji. Si zadovoljna z našim jadranjem? Super je bilo. Veliko bolj mirno, ne? Mirno, niso bili valovi. Tako da sva in, ja, lahko sva med plovbo oprala cunje, Natalija jih je stuširala, sva se, samo še pričeske si urediva, da se moram malo postriž, pa sem perfekt, pa pobrit se moram še. Pričesko? Danes bova vodo delala, ker si veliko vode porabila. Zakaj si toliko vode porabila? So bile cote umazane. Moje ne, jaz smo samo eno majico. Ja. Izpela na sidrišče, to je sidrišče, če se temu tako reče, je na rifu, sploh ne vem, če kaj drži sidro, spustila so ful velik verige, zaenkrat mislim, da drži, sem, ko bo pa malo ponehalo, kakakoli je treba iti preveriti. Takole zgleda v zavetju, piha do 30 vozlo sunki. Na srečo smo prav cajče prišli, ker zdaj v naslednjih 2 dneh se bo veter še pojačal, bo še bolj pihalo, tako da sem vesel, da smo tukaj. Jutri bo itak en dan šel za prijavo, po moje, če bom obiskala tržnico za kakšno zelenjavo, kruh, drugega ne raba. Potem pa, ko se bo veter malo umiril, gremo naprej. Drugače pa nič prijazno tukaj, nima se kam skriti, to je še najbolj tako zavetje, kako ne rečem. Kot vidite, tle tudi ni nekih jadravcev veliko, tale katamaranje, tale jadrnica, tam od zadaj še ena, pa Black Moon, ki prihaja, ki smo skupaj štartali zdajle. Kar lepo škriple, vrv. Ja, nič, zdaj bomo počakala, da bo malo ponehalo pihati, upam, da bo, pa masko po vodo. Se mi zdi, da je že čez 30 vozlov. Ja, blizu. Gremo zavetje. Res piha, neverjetno. Pa smo za otokom, naj bi pihalo v tej smeri, se pravi, smo v zavetju, ampak očitno se tudi veter obrne po otoku.
Zdaj moram sem gledati, da sidro drži, saj upam, da saj dokaj so na jadrnici ni problem, tudi če ne drži, bom že vžgal. Ja, zdaj tlele globina je že 16 metrov. Spustili so sidro na 7, je pa res, da gre verjetno hitro globina dol. Ampak zdaj ne gremo tako v 30 vozdih v te valovi v morje pogledati, kako drži. Že tle skače v kakšen meter gor dol. Smell. Tako, mi smo na kopnem, na Salomonovih otokih, da se gremo probati prijaviti, so že dodatne težave. S tem biosecurity pridejo na borko in poberajo vse spet, kar je svežga. Tako da smo šli nazaj na barko, da smo poskrila, zdaj pa upava, da ne bodo prišli na najno jadrnico pogledati. Tako da bomo videli. Več pa to je veliko mesto, največje, glavno, 80 000 prebivalcev. Neke lepote ni, Tim je tamle na sidru. Pa da vidimo, kako naprej. Mislim, da smo na pravi poti. Tukaj bomo kmalu najdli. Tako, mi se še vedno prijavljamo, po nekaj ure že vmes smo šli na jadrnico, je prišel z biosecurity, tako da so nas spet zakasirali, v bistvu je prišel na jadrnico, pa sploh ni noter šel, tem dvema sosedoma je šel pa noter in je pa pobral banane, pa čebulo, pa tako zadevo. Ne, da so prej vse poskrila, tako da nismo imela nič. Zdaj gremo pa en račun nekam plačati, ker seveda nismo imeli njihovega denarja, da bi plačali. Potem gremo nazaj, da nam bodo poštempljali potne liste. Tako da, to je to za enkrat. Tole je, hodimo zdaj tle po tej glavni ulici, mesto, nič posebenega. Pa gremo pa malo še na market pogledati, pa kruhče kupimo, to je pa vse, kar bo za enkrat. Medva raziskujemo Salomonove otoke. Sva bila v trgovini, v šopingu. Mislim, šla sva pogledati sem, kakšne so cene. So je kar dobre, poceni, čedalje cenejše. Kar naj veseli. Vidim, da imajo pa vsi neki žveče, vsi imajo čisto oranžne te usta, evo, tu pa vam plunajo. Pa ne vem, kaj imajo to. Kaj? Še enkrat ponovno. Ko oreh je, oreh. Ko grizlajo oreh. Česnač. Mi se še vedno malo sprehajamo, je kar dosti ljudi, pa vroče, praha je, trgovine takole izgledajo. Predvsem imajo skoraj posod isto not, tako da nekaj dosti razlike. Zunaj pa fajn piha, so ful valovi beli, se kar penjo, tako da je napovedano čez 30 vozlov. Mislim sva, da bo neko zavetje tukaj, ampak ga ni, tako da mogoče celo bolj, da stane kar tle na kopnem. Če pa kar vroče že, tudi morje ima že 30 stopinj, res je vroče. Mora se počasi privaditi. V bistvu se je v zadnjih 2 tednih se je toliko temperatura morja in zraka in vsega dvignila, da tudi medva nismo navajena. Zdaj tukaj pred nama nekje je nek shopping mall, sprav center, pa tržnico. Da grejo na tržnico, da pogledamo, koliko imajo kaj sadje, zelenjavo. Drugače pa ni tako drago, tako da možno. Samo je pa res, da nimajo veliko stvari takih, ki so za naj. Recimo mleka ni, da bi ga kupila, pa podobnih reči. V ulicah je kar gužva, prašno je. Več je pa veliko kitajskih teh trgovinc. Moram pogledati, če imajo kaj za moje solarne panele, ker so se mi kontakti spet uničili.
pa zdaj tržnica, ne pa da vidimo, kaj imajo. Je kar tle not, ne? Če niso tudi kaj žvečje. Drugač pa te cene, zdaj, ki gledamo, so tako, recimo 1,0 daš stran, tako da se da hitro zračunati. Se pravi, eno decimalko premakneš nekje, pa imaš približno v evrih oziroma dolarjih. Imajo kar nekaj stvari, kar vidimo. Bova videla, verjetno bova nekaj stvari nakupila. Se je kar veliko, odzvon se pa vidi, kako piha. To je paprika. Sicer so mejčkine. Italija gleda tam te stvari, mene bolj zanima, kakšne odzone, ker smo na ful slabem sidrišču. One is $2. Okay. How much? Se pravi, to je 20 centov je ena te mora. Ne vem, zemljen lepak. Veliko tudi ne, ki bodo zgnile. Zdaj sem pa nekaj še zase najdu in to so tele ananasi. Enega znamo. Se pravi, tele 25, 2 evra pa pol, 2 evra, evra pa pol, po velikosti so. Tako da mora sem zbrati. Tako da zgleda pa na sidrišču, nič kaj je fajn. Upam, da ket ne zdrži, pa sidro. Problem pri ketni pa tem je, ker se lahko zatakne v korale in če se lahko potem utrnga verigo. Tako da to je problem. Upam, da zdrži. Nič kaj je fajn ne zgleda tole. Ko mi so prišla nazaj na jadrnico, imela sva cel projekt zdaj pride ven. Še ena nevihta, ful piha. Je kar smotano. Tukaj pri nama tudi vse grible, veriga je kar ravno naprej noter stoji, mava jo skoraj vso, kar jo imava. Zaenkrat ne bom popravljal, mava še par metrov lufta, ampak če drži, drži. Zdaj smo vsaj na jadrnici, tako da to je dobro, da če karkoli se zgodi, lahko žgem motor in odideva. Kakor vidim, imajo utrnilo blažilc, ker imajo prešvoh vse skupaj. Kako smo imela medva to vrv, zdaj smo dala močnejšo, drži. Tako da tisto tudi ni dobro, da potem zateguje vinč. Pada drž, zdaj grem pa jaz to zavetje. Tele vlečejo nazaj. Nema se imel kaj sidri zataknilo ali kaj, kakšne korale, možno. Tekmun imata tudi težave, ima je utrnil vse, kakor vidim od spredi blažilc. Tako da imata motor vžgan. Zdaj pametno, če slučajno veriga poča ali pa karkoli, da imata saj motor vžgan. Zdaj tle gledam maksimum, koliko je bilo. Zdaj, če prav kaže inštrument, je bilo skoraj 54 vozlov sok, najmočnejši. Tako da, piha. Bolj da počakava 2 dni tukaj, tudi če se guncava, kada v 50 vozlih je ono odprto morje, ki bo prehudo. Lahko spet kaj strngava, polomva, ni potrebe, če ni treba. Sicer ne bi bilo to krize, ker bi šla z vetrom, ampak vseeno. Bolj da počakava tukaj. Evo, jaz sem spet oblečen. Spet imamo hudo nevihto, piha okoli 50-60 vozlov. Jaz sem imel že en jadralec ful težave, so mu že drugi pomagali, pa sem jaz pomagal zasidrati, ker je imel verigo, v glavno zdaj ne vem kaj, ali mu je utrnilo verigo ali kaj, spet je šel. Sicer se je zbudil, tako da je zdaj na motorju. Tako da zdaj bomo šla pa s tem sosedem še enkrat mu pomagati. Tam naj bi bil en mooring, 15 ali 15 tonska utež, tako da bo ok se mu najdeti, moramo zdaj po temi. Prvo, kar pa je kar 50 piha zdaj, da počakamo, da malo neha, da je na motorju, potem bomo šli ga pa probati prevezati. Shit. Tle so še na 2 jadralca, sta živčna, sta mu že rekla, da naj gre z tega sidrišča sem. Namesto, da bi mu kdo pomagal, to je en Korejc v bistvu,
ki je sam na jadrnici, vinč ima uničen, ketno ima že prekratko, zato sem je že enkrat otrnila. Drugače je jadrnica na 45 fitna, ni slaba drugače, ampak vseeno, namesto da bi mu pomagali, ga podijo stran. Ne? Tako da zdaj mu s tem Nizozemcem pomagala prevezati, da bo varen. Oh shit, tlele pa je res pestro na tem sidrišču že 2 dni. Na srečo jutri zvečer odrinemo, tako da bomo imeli eno nočno do naslednjih otokov. Tako sem se vrnil, Korejca smo rešila z Black Moon jadrnice. On je šel z mene pelal na to jadrnico. Od tega Korejca, kaj se je zgodilo, danes smo ga že reševali. Sidro je sicer držalo, ker sem sidral, spustil sem vso ketno, ki imam. Nima pa na koncu, se pravi, tega varovala za verigo. Zdaj mi je eden učil, da kaj tu potrebuješ, pa tako naprej. V redu, ne bom zdaj komentiral to. V glavnem točno to se je zgodilo in je potegnilo mu z vinča ven verigo, kompletno celo ven. Ti štrik, ki je bilo prevezano na konci, je otrnilo itak in se pravi, zdaj je nekje v vodi tam noter sidro in veriga, sicer bomo jutri najdli, to ni problem. V glavno, sred noči je zdaj on brez sidra, tako da sem šel potem na njegovo jadrnico, sem mogel ven izplut, pa okoli rifa plut. Nisem imel na telefona sabo, da bi vedel, kje so plitvine, ne nič, tako da nam je uspelo priti noter, ker se nič ne vidi, ker v zadnjem mestu polno luči. Se pravi, Nils je pa najdel, sem mu dal eno lučko, tako da je najdel en mooring, na srečo je bil tam en mooring, ki je bil zdaj trenutno prazen, ki je ponovadi en ful velik gumenjak, tam 10 metrski ali pa še več vezen. Tudi ta vrv je tako debela za tanker prevezati, tako da zdaj smo ga na tisto navezali, tako da bo čez noč varno tam. Jutri bomo potem šla najdeti pa še to sidro pa verigo. Glavno pestro, zdaj sem pa ves moker, se moram pa preobleči, posušiti. Prišla nova nevihta, zdaj leže, se že guncava, piha, tako da pestro. Tele Salamonovi otoki, res super. V bistvu v takem vremenu še celo težko odideš, ampak jutri zvečer odidemo, se pravi, še tole noč preživimo, potem pa gremo, zdaj smo vsaj prijavljeni. Ravno ta prav čas sva še dvigali na gumenjak, ker je začelo spet ful pihati, očitno bo spet ena nevihta. Včeraj je tam otrnilo pač verigo temu Korejcu, ki smo ga rešili pol. Zdaj tam noter na mooringu, sidro še vedno pa veriga noter tam na morju. Sicer smo rekli, da bomo šli potavhati, ampak v takem vremenu ne grem nič tavhati. Danes bomo zapustili tak tole sidrišče, ker je obupno. Tako da malo pred mrakom dvignemo sidro in odidemo, imamo 62 mil do naslednjega sidrišča. Tam bo manj vetra, zaščiteni bomo, tako da bo super. Zdaj pa sem še tale gumenjak do konca privežen, da ga ne bo kam odpihalno. Glede na to, da ni tako daleč za jadre 62 mil, bomo jadrali samo na Genovo, da ne bomo prehitri. Pa če pridejo tele nevihte, ki so ful močne, to do 50-60 vozlov, ki pihnajo, lahko na hitro zapreš Genovo in ni težav. Drugače pa, danes zapuščamo, evo ti, to mesto, glavno mesto Salamonovih otokov. Nič kaj lepih, prijetnih trenutkov nismo tle preživeli. 2-3 smo reševali tega Korejca. Zdaj v bistvu še na najboljšem mestu, ki je na mooringu. Upam sem, da se ni veriga kam zapela v kakšno koralo, da bo šlo normalno ven, da lahko odidemo. Zato pa bomo odšli malo pred sončnim zahodom, da če potreba še kaj v vodo skoče, da se še kaj vidi z masko. Drugače pa sidro malo tam, kot sem že rekel, na 7 metrih globine, medva pa smo tle že na 20, tako da gre kar dol. Mislim, da ne bo večjih težav, no, ampak nikoli ne veš. Se pustim presenetiti, zmerno nekaj smo presenetiti. Koliko piha? Preveč, najhujše sidrišče na svetu. Res je, tako slabega sidrišča pa nismo imeli še moje na tej poti. Mislim, saj spomneva se eno. Če na hitro pogledamo Karibe, Mindelo, Sredozemlje, nikjer. Razen mogoče je bilo smotano kdaj tam, ker so bili bumi, zato ker se je zapelo ketna, ampak je pa saj sidro dobro držalo. Tukaj je pa katastrofa.
Mindelo je tudi pihalo, smo je v središče dol. Ja, v Mindelu je bilo tudi, smo imeli kar nekaj časa 60 vozna, ampak je peščeno dno, pa se sidra v boble in drži, če ti spustiš dovolj verige, sploh ni težava. Se to je v bistvu zdaj ful pihalno, vidim, ta del tale je nevihta, šla mim, tako da zato se je tudi veter malo obrnil, več hudega ne bo. Sej itak, vsake par ur je to, nič novega.